Vsi na svetu, tako vi kot jaz in vsi naokoli, bi morali imeti dostop do pitne vode. To je namreč ena izmed osnovnih človekovih pravic. A sami najbrž že veste, da kar je zapisano na papirju, ne drži vedno. Tako si tudi nekateri mladi v Sloveniji pred spanjem ne morejo umiti zob v domači kopalnici in si zjutraj v kuhinji naliti vode v kozarec. Vprašanje, zakaj je tako, zahteva daljši odgovor, zato se je naša Tina odpravila v občino Ribnica. Za mano je romsko naselje Goriča vas v občini Ribnica. Tukaj živi okoli 120 prebivalcev, večina je otrok. Nimajo vode, stranišča, urejene elektrike. Ker so se prvi Romi tukaj naselili pred 35 leti na zemlji, ki ni njihova, se bojijo tudi, da bi jih lahko izselili. Patricijo nas odpelje v svojo hišo, kjer sta poleg sobe s posteljo še kuhinja in jedilnica. Kopalnice nimajo. Brez vode je živeti težko, nimamo higiene, ne moremo piti tako vode. Lahko bili čisti, da bi si lahko zobe tudi umivali. V enem čebru imamo vodo, pa da si umijem roke, obraz. Razmere, v kakršnih živijo, vplivajo tudi na njihovo zdravje in izobrazbo. Veliko jih ne dokonča osnovne šole. V šoli mi je nerodno, ker se me tudi kaki izogibajo. Zakaj se ti izogibajo? Da smrdim. Vodo, ki jo hranijo v plastičnih posodah, morajo prinesti iz najbližje bencinske črpalke ali s pokopališča. Pogosto se odpravijo do vodnega izvira, ki je od naselja oddaljen 3,5 km. Ker je ta izvir tako daleč, grejo jaz po oči skupaj po vodo, jo napolniva in jo odpeljejo domov. A ta voda tudi zmrzne po zimi? Ne, samo počasi teče po zimi. A vse dokler se jim z občino ne bo uspelo dogovoriti o primerni rešitvi, bodo vodo iz tega izvira uporabljali za umivanje, kuhanje in gašenje žeje.